Svobodne oblike gledališke improvizacije, njihova forma, dovoljuje v resnici, da lahko dodajamo veliko različnih vsebin v to formo. Pri meni na delavnici smo se tokrat ukvarjali z družbenimi tematikami in za to družbeno temo smo vzeli okolje oziroma okoljsko problematiko. Zdaj pa imam jaz en predlog, da naredimo eno stvar, ki je že majčkeno meji na en malo bolj long form način, torej da ni samo en prizor in potem ni povezan z ničemer drugim, ampak da naredili eno serijo prizorčkov, eno preprosto verigo. Slehernik, rekoč, ki ima neko dobro idejo. Kaj bi bila ta dobra ideja za neko spremembo? Primestna železnica v Ljubljani. To je odličen predlog in tudi vzeli ga bomo. In jaz hočem videti zdaj te prizorčke, kako se ta hierarhija, kako se ta rešitev oziroma ta pobuda nosi skozi hierarhijo. Torej, primestna železnica okoli Ljubljane, what the fuck, še vedno je ni. Dajmo, to je logičen predlog. 3, 4, zdaj. Mene pa zanima, s kom moram govoriti, oziroma če ste mogoče vi prava oseba, ki bi lahko poslušali me pri mojem predlogu. Seveda, vse. Odlično. Jaz imam v bistvu en predlog, da bi lahko v bistvu v Ljubljani imeli primestno železnico. Pisala. Pisali si boste, pa kaj boste potem s tem naredili? Boste to komu poslali? Najprej bom dala svoj nadrejeni osebi. Ja, tako te vprašam, no, ali si kaj dobila, kakšen program, ali grem jaz lahko na kavo? Ti nič ne veš, za eno železnico, ker ne bi šla okoli Ljubljane, no, saj bom jaz zritala. Dobar dan, gospa Vesna. Veste, tukaj imam eno gospo. Gospa Vesna, sem vam prinesla eno kavico. Različne družbene vloge, ki jih zauzemamo na odru improvizacijskega gledališča, nam omogočajo neke nove poglede skozi oči mogoče drugih akterjev, ko se soočamo z družbenimi tematikami. A ste vi tisti, ki ste odobrili denar 66 let nazaj za železnico? 66. Zanima me, ste podali kakšne roke za dokončanje železnice. Samo 16 let zamujajo, to pa ni toliko. Okej. Hvala, se še vidimo, nadaljujte z dobrim delom. Super, ta odličen ciničen zaključek. Pa še resničnost, da je treba še izvesti projekt. Zdaj imamo pa ene take 3 pomešane monologe, videli? Delali bomo disciplino, ki se reče trimono. To je disciplina, kjer gledamo monologe 3 ljudi, 3 likov, ki so bili na nekem dogodku skupaj. Tisti, ki stopi naprej, tisti pripoveduje svoj monolog, svoje videnje tega dogodka in hočemo videti v bistvu 3 perspektive enega enakega dogodka. Kaj bi ta dogodek bil? Seveda je še vedno lahko okoljska obarva. Dajmo nekaj resničnega, recimo referendum za vode. Ok, 3, 4, zdaj. Poseben dokument, pa tisti listek, ki ga potrebujete, pa smo se pregovarjali, potem je prišla pa še ena gospa zraven. Ja, pa je bila preblizu, pa bi se mogla umakniti, pa se je spet s tem začeli, pa sta se že tam sporle. Mislim, jaz sem se hotela čim hitreje znebiti. Ta lahkotnost in igrivost, ki jo improvizacijsko gledališče vseeno v neki točki inherentno nosi, odličen štart za drugačen pogled na različne družbene tematike, probleme in nam omogoča en pogled, do katerega lahko pridemo malo na okolje. Pa je to nedelo dovolj, itak sem prej. Ok, si misliš prav, bom prišel tja, bom obkrožil neki zaproti, se itak ne vem, zakaj gre, briga me, grem itak vedno na ambam 5 podgan, če me razumete, koga pa to sploh briga. Jaz sam upam, polka sem glasovala, da se je tisti krompirnik zataknil. Ok, dajmo samo še en tak zaključek narediti, da spet malo hodimo po odru asociacij, malo mečemo veter. Odgovornost. Izmikanje odgovornosti. Resnica. Resni.ca. Voda je naša pravica. Žganje.